Srečanje s papežem Frančiškom v Asiziju se je udeležilo približno 40.000 mladih iz celotne Umbrije. Poklicanost družine, družbeno delo in poslanstvo so teme vprašanj, ki so jih mladi postavili papežu. Prvo vprašanje o poroki je zastavil mlad par. Sveti oče je dejal, da gre za poslanstvo med moškim in žensko. Dodal je, da je potreben pogum za ustanovitev družine in zakonske zveze, saj je podobno kot duhovništvo in redovništvo to poklic v polnem pomenu besede. Voi sapete che il matrimonio è per tutta la vita? Noi ci amiamo tanto. Ali ne veste, da je zakon za vse življenje? To, da imamo radi drug drugega in da bomo ostali skupaj, dokler traja ljubezen, potem, ko je konec, pa gre vsak svojo pot, to je sebičnost. Papež je dodal, da je zakon pogumna odločitev za mlade, ter jih povabil, da naj jih ne bo strah storiti tega pomembnega koraka. Zaupajo naj Bogu, ta je vedno na njihovi strani. Drugo vprašanje se je nanašalo na to, kako prepoznati poklicanost v duhovniški in redovniški poklic. Papež je odgovoril, da ima vsak človek svoje izkušnje, kako ga je Bog poklical in da tega ni mogoče načrtovati, tako kot pri poroki, gre za vseživljenjsko zavezo. Enkrat sem slišal dobrega bogoslovca, ki je dejal, rad bi postal duhovnik za 10 let. Potem pa bom premislil, kako za naprej. To je kultura pogojevanja. Jezus nas ni odrešil začasno, ampak brezpogojno. Bilo je postavljeno vprašanje, kaj mladi lahko storijo glede evangelizacije. Papež jih je prosil, naj govorijo o svoji veri doma, s prijatelji in drugimi, ki jih srečujejo. Kar pa je najbolj pomembno, spomnil jih je na besede svetega Frančiška. Vedno oznanjajte evangelij in če je potrebno, spregovorite. Ali lahko oznanjaš evangelij brez besed? Lahko, z zgledom. Najprej z zgledom, potem z besedami. Po odgovorih mladim se je papež s papamobilom popeljal med nekaj tisoč mladih, ki so se zbrali v Asiziju. Mnogi so mu izročili tudi pisma, ki so jih napisali sami v upanju, da bo sveti oče na njih tudi odgovoril.